Pester zaključek rednega dela nas čaka. V zadnjem krogu je padlo 42 zadetkov. Kdo bo šel v ligo za prvaka in kdo se bo boril za razvrstitev od 4. mesta dalje? V tokratnem krogu smo imeli nov mejnik. Na vseh 5 tekmah so ekipo delivcev pravice sestavljale le sodnice. Spoznali bomo članico Olimpije Lauro Šenk pri zmajčicah. Številko 10 na hrbtu skrbi, da imajo napadalke čim več uporabnih žog. 8 let po zadnjem nastopu v finalu pokala pa se bodo za lovoriko znova potegovale igralke Radomel Medex. Pred polfinalno tekmo proti kirurgiji Estetikal Aluminij so ob materinskem dnevu na igrišče prišle ob posebnem spremstvu. Na papirju tekma, ki ima izrazitega favorita, vendar je pokalno tekmovanje že ničkolikokrat poskrbelo za presenečenje. Ekipa Radomel je imela edinstveno priložnost, da se po letu 2018 vrne v finale. Neja Selan, ki je v zadnjem ligaškem krogu dosegla prva 2 zadetka v članski zasedbi, se je uvodoma z 2 izkazala še na pokalu. Uspešna je bila v 10. in 24. minuti. Hitro se je začela polniti mreža Aluminija, svoj pečat je pustila Khadija Badjo, na kar je na 4-0 povišala Ula Omerzu. Badjo je bila tokrat v vlogi podajalke, podobno kot 2 minuti pred zaključkom prvega polčasa. Spet se je vpisala z asistenco pri golu Neže Žagar. Teniških 6-0 je tik pred odhodom na odmor postavila Omerzu. Našla je luknjo v obrambi, preigrala vratarko ter zadela. Ob polčasu je trener rumenih Maurič Rožič opravil 4 menjave. Priložnost za igro je dobila tudi Američanka Šefer. 20 minut so gostje dobro branile, na kar je serijo golov v drugem polčasu odprla Selan. Rumenosrčne so imele vse pod nadzorom. Pletle so serijo podaj, dokler niso našle praznega prostora. Tajda Mujezinović je dosegla svoj prvi gol v članski konkurenci, z levo nogo je z bližine premagala Nežo Foršnarič. Trener Aluminija Železnik je tudi poskusil z menjavami, a ni dosegel pravega učinka. Da ima izvrstno levico, je z golom za 9-0 dokazala Ula Omerzu. Videla je, da je vratarka nekoliko izven gola ter žogo poslala pod prečko. Za Nejo Selan je bil zadetek za 10-0 četrti na obračunu, 11. pa je dosegla Jordan Kristin Šefer. Aluminijeva pokalna pot se je končala tik pred vrati finala. V drugem polfinalu sta se srečala lanska finalista Muranona in Ljubljana, ki je imela prednost domačega terena. V rednem delu ni bilo zadetkov, zato so o napredovanju odločale 11-metrovke. Mirjam Kastelec je bila prva izvajalka za gostiteljice. Tudi pri Muri so kot prvo strelko postavili najbolj zanesljivo izvajalko. Udarec Ane Milović je Lucija Grad dobro prebrala, a je bila za nekaj centimetrov prekratka. Za levi spodnji kot vratarke Sare Nemet se je odločila Neža Trost. Od okvirja vrat se je žoga odbila v gol. V prvih 2 serijah nismo videli napake, saj je bila tudi Jana Malahkova učinkovita. V 3. seriji ključen trenutek. Sara Nemet je izbrala pravo smer in poskrbela za prekmursko veselje. Ko je Noel Vilčnik ciljala suvereno, je imela Mura tudi na semaforju prednost enega gola.
Ljubljančankam so se zatresle noge. Tudi v četrti seriji so storile napako, kar je pomenilo, da ima Živa Rakovec priložnost, da predčasno zaključi serijo in Muro popelje v finale. Ni zgrešila. Ljubljani ne bo uspelo braniti lanskega naslova. Letos ne bomo imeli ljubljansko-prekmurskega dvoboja, kot smo ga imeli vse od leta 2018. Zadnji finalni par, v katerem nista igrali Pomurje oziroma Mura-Nona ter Olimpija ali Ljubljana, je bil prav Pomurje Radomlje-Medeks. Kot smo videli, so črno-bele prišle do odločilne tekme, potem ko so po streljanju 11 metrovk izločile Ljubljano. Radomlje so bile prepričljive proti kirurgiji Estetikal Aluminij. Končni rezultat je bil 11-0. O pokalu bomo še govorili v prihodnjih oddajah, spomnili se bomo tudi omenjene tekme leta 2018. Zdaj pa bomo zamenjali tekmovanje in se posvetili ligaškim obveznostim. Na sporedu je bil predzadnji krog rednega dela. Cerklje so igrale Žalcem Trbovljami, kirurgija Estetikal Aluminij se je po pokalni tekmi še v ligi srečala z Radomljami Medeks. Krim PC Bolit je na svojem stadionu gostil Muro-Nono. Primorje Toslano Trikosmetics je igralo z Gažonom, zadnji par je bil ŽN Maribor proti Ljubljani. Pester pregled vrhuncev bomo začeli na Gorenjskem. Ekipa Žalca Trbovelj je prišla na gostovanje v nogometni center Velesovo. Domača zasedba je igrala v klasični oranžno-sivi kombinaciji, gostje so bile svetlo-zelene. Potem, ko v prvih 10 krogih ni dosegla zadetka in igrala le občasno, je v drugem delu prvenstva Elizabeta Habe dodana vrednost Cerkelj. Odprla je serijo golov v 11. minuti. Po uspešnem prodoru na levi strani je Jerca Plevel iz prve po tleh natančno ciljala proti vratom Štajerk. Prednost je bila podvojena v 20. minuti. Elizabeta Habe se je na prvi tekmi proti Žalcu Trbovljam predstavila v dresu Cerkelj s 3 zadetki. V športnem parku Rudar Trbovlje je bilo takrat 5-1. Tokrat pa je napadalka 3 gole dosegla že v prvem polčasu. Njen tretji je bil tudi 300. Cerkelj v prvi ligi. V letošnji sezoni je pravico za nastop pri članicah dobila Ema Malgaj. V kadetski ligi ima 13 zadetkov na 12 tekmah. Hitro po prihodu iz slačilnice je igralka številko 15 na hrbtu dvakrat zadela. Sprva v 49. in nato še 55. minuti. Številne mlade igralke, ki nimajo prvoligaške kilometrine, so imele Cerklje v kadru. 17-letna Meta Merlja, ki je odigrala svojo 18. tekmo v prvi ligi, do tega trenutka še ni dosegla gola, prvenca pa se je razveselila v 63. minuti. V kadru gosti je priložnost za nastop od prve minute dobila Julija Kolenc. Letos je nastopila že v ligi U15 in U17, kjer še ni dosegla zadetka, uspelo pa je proti Cerkljam. V zadnjih 20 minut smo vstopili pri rezultatu 7-1. Morebiti najlepši gol na srečanju z močnim strelom z razdalje ga je dosegla Nika Humar, je padel v 73. minuti. Gorenjke so še napadale. Za samostojni prodor se je odločila Špela Perčič, ki je opazila luknjo v obrambi nasprotnic, prehitela je še vratarko in vpisala zadetek oranžno-sivih. Elizabeta Habe je nato dosegla gol za 10-1, avtorica končnih 11-1 pa je Nika Humar. Cerklje so na obračunu dosegle tretjino vseh zadetkov v letošnjem prvenstvu. Domačinke niso bile prav daleč od rekordne zmage v prvi ligi, ki so jo dosegle leta 2018. Takrat so 14-0 premagale Primorje. Dobar dan in lep pozdrav vsem ljubiteljem in ljubiteljicam ženskega nogometa. Ponovno se družimo s slovenskimi nogometašicami na Planet 2.
Z našimi kamerami smo v Vipavski dolini na mestnem stadionu v Ajdovščini. Spremljali pa bomo tekmo 21. kroga ženske lige Triglav med Primorjem in Gažonom. Torej najboljše 4 ekipe med sabo in potem ostale v drugem spodnjem delu prav tako med sabo. Zdaj prva priložnost za Primorje, nevaren strel je bil to. Lepo preigravanje, podaja v sredino, priložnost za Primorje, mimo gola. Blizu je bila Eva. Zdajle, tamle znova v kazenskem prostoru Vroče. Strel z razdalje in žoga je v mreži. Gol v Ajdovščini, 1-0 vodi Primorje v 26. minuti. Na Bonifiki v Kopru. Zdajle tamle še en strel. Dobra obramba Žane Galjot. Zdaj znova Marija Cepudar, ki pa je stresla prečko. Ja, kar zdaj priložnost za protinapad Gažona. Žoga že v kazenskem prostoru. Strelja tamle igralka v svetli oziroma svetlo-modri majici. Tamle zdajle brez prepovedanega položaja in 2-0 v 36. minuti. Sara Ljubič. Tako da lepa globinska podaja oziroma igralke trenerja Luke Sobana, ki nadomešča domačega stratega. Zdaj pa gol za 3-0, torej na začetku Gažona. Natančna podaja in pa potem tudi natančen strel Sare Ljubič. Zdaj pa lepa podaja, priložnost za 4. gol Primorja, vratnica in žoga je potem končno v mreži. Ene od branilk nekako spravila žogo v mrežo. Takole. Nedavno dopolnila 16-letko, ima tudi pravico nastopa v prvi slovenski članski ženski ligi. In 5-0. Torej Ela Velišček, mislim pa, zdaj je strelka na drugi tekmi v prvi ligi in prvi gol med slovensko žensko elito, torej za Elo Velišček. Lepa samostojna akcija. Ga bo izvedla in zatresla se je prečka. Mislim, da so zasluženo zmagali Primorje. Mislim, da so pikico večji rang kot mi, nekako energija ni prišla ta prava. Vstopili smo v tekmo tako, kot smo se nekako želeli, odnesti smo mogli 3 točke in smo jih. Prvi polčas nekako ni prav steklo po naših željah, zmenjavo sistema v drugem polčasu je steklo in mislim, da zasluženo zmagali. Kljub temu, da je Primorje to Slanotri Cosmetics krog pred koncem 3 točke pred Olimpijo, zmajčice ne mečejo puške v koruzo. Če se jim nasmehne ugodna kombinacija rezultatov, imajo še vedno možnosti za uvrstitev med najboljšo četverico, a na nasprotni strani bodo Radomlje Medex. Olimpija lahko le zmago upa na 4. mesto. Tekma bo posebna za ljubljansko kreatorko igre Lauro Šenk, ki je v preteklosti nosila rumeni dres in ima še vedno sveže spomine iz časov, ko je bila močna Olimpija njen nasprotnik. Definitivno bi ponovila tekmo, ko sem igrala še za ŽNK Radomlje, ko smo igrali proti Olimpiji. Derbi 1-1, ta tekma mi je bila res všeč in mi še danes ostane v spominu. Za Radomlje je bila takrat točka proti Olimpiji velika kot Triglav, danes pa se je razmerje moči spremenilo. Rumenosrčne so tiste, ki so na lestvici bolje uvrščene. Če bi se tudi tokrat dvoboj končal z remijem, bi bilo zelenih sanj o preboju med najboljše 4 konec.
Olimpija potrebuje mali čudež. Ob številčnih menjavah že v lanski sezoni, pa tudi pred začetkom letošnje, se je ekipa iz prestolnice soočila z neizbežno, a na trenutke bolečo menjavo generacij. Ja, mi smo veliko spanov padcev. Mislim, da je dobro, da je prvi del za nami, da smo se nekaj iz tega naučili in pa dignemo več kaj gledati oziroma nazaj, sam še naprej. Sicer pa mislim, da je naš največja ovira to, da imamo eno tekmo super, pol pa naslednjo bolj slabo in pač ne znamo držati te konstante, ki bi jo lahko. Mislim, da se mora to najbolj popraviti. Jasen pokazatelj tega, kar je povedala Laura, je visoka zmaga proti Primorju Toslin Tricosmetics, ko je skoraj vsak ljubljanski strel končal v primorski mreži. Že v naslednjem krogu pa so zapravile vse, kar so dobrega storile proti črno-rdečim, saj so izgubile na mestnem derbiju s Krimom. Ime Olimpija je v vseh športih institucija, ki se bori za naslov prvaka. Zelene nogometašice pa so točkovno precej daleč od vrha. Ja, meni je zelo težko. Iskreno mislim tudi, da ostalim, ko smo malo starejši, je to težko. Zato, ker vse pretekle sezone smo bili v samem vrhu. Vedno smo se borili za prvo mesto, zdaj pa kar naenkrat se borimo za četrto mesto in ja, težko to sprejemembo sprejeti. Ampak nimamo kaj narediti, pač imamo mlado ekipo, vse smo gradili od začetka in zdaj treba delati na tem, da čez leto, dve bo mogoče drugače. Laura je na igrišču zadolžena, da pridejo uporabne žoge do napadalk. Letos je zamenjala številko, s ponosom nosi desetica. Ja, zdi se mi všeč, od vedno mi je všeč številka 10. Zdaj pretekla sezona je bila zasedena, zato pač nisem mogla nositi. Ampak zdaj, ko sem jo spet nazaj dobila, mi je veliko čas nositi to številko in ja, zelo mi je všeč. Šenk v kazenski prostor, to je lahko zrela priložnost za Olimpijo. Strel proti vratom in gol. Ja, mislim, da se zelo dobro znajdem na tej poziciji, ker igram v bistvu že celo kariero. Všeč mi je ta vloga, da lahko imam to svobodo v igri, da lahko podam zadnjo podajo, da lahko pridem tudi mogoče malo bližje golu, pa da pač povezujem obrambo in napad. Njena vzornica je angleška reprezentantka Alessia Russo. O čem pa bi tekel pogovor, če bi imela z njo pol ure časa na kavi? Ne vem, tako. Po mojem malo njen ritual pred tekmo bi me zanimal, pa tako njen vsak dan. Take bolj splošne stvari, bolj nogometne stvari. Take. Igranje nogometa pogosto povezujemo z užitkom, vendar pa pridejo tudi trenutki, ko skrbi premagajo veselje do igre, predvsem, ko so rezultati slabši od pričakovanih. Šenk je priznala, da se občasno spopada s težavami s samozavestjo, a se jih je naučila reševati in morda njene izkušnje pomagajo tudi drugim. Ja, pomagam mi soigralka pa trener, probam sam dvakrat zadihati, se malo umiriti, probam uživati v nogometu in takrat, ko uživam, se mi zdi, da sem najboljša verzija na igrišču. Pri 22 letih ima več kot 100 odigranih prvoligaških tekem. Branila je barve vseh 3 ljubljanskih prvoligašev in pa tudi Radomelj. Igrala je prav tako za mlajše reprezentance. Čeprav pospravljanje žog v mrežo ni njena glavna zadolžitev, v povprečju v državnem prvenstvu zadetek doseže na vsaki 3. tekmi. Vem, da moj prvi članski gol si ga spomnim, ko sem bila še za ŽNK Ljubljana, smo igrali proti Olimpiji. Iz 21 metrov vole, zelo lep gol sem videl in tudi ta po mojem je ostal najljubši. Na srečanju proti Radomljam ne bo časa gledati na estetiko zadetka. Zmajčice imajo jasen načrt, doseči enega več od nasprotnic ter stiskati pesti za Ljubljano, da bi ustavila Primorje. Radomlje so se za dvoboj proti Olimpiji ogrevale proti Aluminiju. Drugič v nekaj dneh so se srečale z ekipo Skidričevega, potem ko so jo izločile v polfinalu pokalnega tekmovanja. Videli smo že zadetek Binete Sek, 21-letne senegalske branilke, ki se je navijačem prvič predstavila v prejšnjem krogu proti Krimu. Srečanje se je odvijalo na podoben način kot pokalna tekma. Selan je v gol pospravila podajo Kadiže Badio, na kar je slednja dobila žogo na robu kazenskega prostora, se obrnila in tretjič matirala Nežo Foršnarič. V 35. minuti se je Lana Lesjak, še ena mlada obetavna nogometašica letnika 2009, sprehodila skozi obrambo rdečih. V statistiki strelk le na redko kateri tekmi manjka Ula Omerzu. Napadalka je med 57. in 77. minuto dosegla hat-trick.
Zadnji gol je dosegla spet Lana Lesjak, o Merzu je bila tokrat v vlogi podajalke. Ja, moram reči, da smo odigrali tako, kot smo bili dogovorjeni. Malo smo zarotirali vse skupaj, da smo videli tudi igralke na drugih pozicijah. In jaz mislim, da so punce oddelale dobro, odprle neke nove možnosti v postavitvah. In kar je bilo dogovorjeno, je bilo tudi storjeno. Kot kaže, bodo z Radomljami igralke Ljubljane bile boj za drugo mesto. Lanske pokalne prvakinje so gostovale pri Mariboru na igrišču v Staršah. Gostje so s 3 točkami želele čim hitreje pozabiti na pokalno razočaranje. Do prednosti so prišle po 13 minutah igre. Podajo v sredino Mirjam Kastelec je izkoristila Neža Trost. Najboljša strelka Ljubljane v zadnjih sezonah Kastelec je dokazala, kako dober strel z razdalje ima. V 23. minuti je izven gola videla Evo Vamberger, nekdanjo reprezentantko Slovenije. Brez oklevanja je udarila na gol. Potem, ko se je pred nekaj meseci iz Trkelj preselila v prestolnico, se je Kaja Prelovšek dobro znašla v dresu Ljubljane. Gol je dosegla na 3. zaporedni tekmi, potem, ko je bila uspešna proti Žalcu Trbovljam in Cerkljam. V 12. minuti nadaljevanja je z odlično podajo s prve v protinapadu Mirjam Kastelec zaposlila Katjuša Keren. Reprezentantka ni imela težkega dela. 2 minuti kasneje jo je zamenjala Nika Pintarič, ki je potrebovala vsega skupaj 1 minuto, da je tudi ona prišla na listo strelk. Ljubljana je tekmo zaključila s 3 natančnimi streli izven kazenskega prostora. Sprva je žogo pod prečko pospravila Zala Petrič, nato je bila uspešna Neža Trost. Pintarič pa je poskrbela za dokončnih 8-0. Cerklje so z 11-1 premagale Žalec Trbovlje, kar 3 tekme so se končale z 8-0. Kirurgija Estetikal Aluminij je priznala premoč Radomljam Medex, Krim PC Bolit je z omenjenim rezultatom klonil proti Murinoni in pa Ljubljana premagala na gostovanju ŽN Maribor. Primorje Toslano Trikosmetics je pred televizijskimi kamerami na primorskem obračunu premagalo Gažon. Pred zadnjim krogom rednega dela ostaja najzanimivejše dogajanje okoli 4. mesta, ki kot zadnje pelje v ligo za prvaka. Primorje Toslano Trikosmetics ima 3 točke prednosti pred Olimpijo. Prve 3 pozicije zasedajo Muranona, ŽNK Ljubljana in Radomlje Medex. Krim je 6. in bo mešal štrene za prvo mesto v ligi za razvrstitev. Od 7. do 10. mesta so si ekipe precej blizu. Gažon ima 16 točk, Cerklje 15, 13 so jih zbrale Mariborčanke, 12 za Kirurgijo Estetikal Aluminij. Pri ničli ostajajo igralke Žalca Trbovelj. V 22. krogu, zadnjem, preden se liga razdeli na 2 dela, Mura v soboto igra s Kirurgijo Estetikal Aluminij. Preostale tekme so zaradi praznika velike noči prestavljene na ponedeljek. Žalec Trbovlje se bo pomeril proti ŽN Maribor, Gažon s Krim PC Bolitom. Televizijski prenos bo iz Radomelj. Rumenosrčne čakajo Olimpijo. Istočasno bosta na Iliriji igrala Ljubljana in Primorje Toslano Trikosmetics.